Desetletni nogometaši so namreč na včerajšnjem polfinalnem tekmovanju v Metliki premagali vse ekipe v svoji skupini in se tako uvrstili v finale. Malo sreče. Prišli smo do tega. Ta liga obstaja že 13. leto in moram reči, da je z leta v leto bolj popularna. Tako da po zadnjih podatkih lanskega leta, letošnje še zbiramo, je bilo več kot 5000 otrok udeleženih v tem tekmovanju v celotni Sloveniji. Med 700 ekipami so se Kolpini dečki U10 že lani uvrstili med 4 najboljše v državi, letos pa pričakujejo še več, saj so fantje pokazali odlično in borbeno igro. Pa tudi sicer v nogometnem klubu Kolpa raste odličen podmladek. 8-letni dečki so v ligi Ratigram nogomet prišli do četrtfinala. Imamo, bomo rekli, številne selekcije in tudi kadrovsko so dosti popolnjene. Imamo potem težave v nadaljevanju, ko zapustijo naš kraj, ko odidejo v večja mestna središča v šoli, takrat pa težje sestavljamo, bomo rekli, kadetske mladinske selekcije. In zakaj desetletni dečki že več kot 3 leta trenirajo vsak teden? Zato, da se družim, da se naučim kaj novega, da se naučim, kako se igra nogomet, da se družim. S pridobljenim nogometnim znanjem so se Kolpini desetletni dečki uvrstili v finale 4 najboljših ekip v državi, kjer se bodo konec meseca potegovali za državnega prvaka tekmovanja Ratigram nogomet. Sliko pa smo na košarkarskem parketu. Košarkarji novomeške Krke so v 22. krogu regionalne lige ABA klonili na gostovanju proti beograjski Crveni zvezdi z 78 proti 82.